9000 evrov si kupil avto, ki je hitrejši od marsikaterega superšportnika. Lamborghini, Ferrari, Porsche, ti avti res niso hec. Čez 390 konjev in več kot 450 Nm/h, brez električne pomoči, zadnji pogon, samo čista surova moč. To niso avti, katerih kar tako pustiš za sabo. Govorimo o mašini, ki leta 2014 v Nürburgring je naredila svetovni rekord od 7 minut in 58 sekund za najhitrejši front wheel drive. Mislim, če to ni noro, jaz pol res ne vem, kaj je. S čisto malo pomoči, ta avto je lahko hitrejši od Ferrari 360, Porsche 911 Carrera, Lamborghini Gallardo. To so vsi avti, ki merijo nič do 100, 4/5 do 5/1, kar je dobesedno supercar teritorij. In ja, avto, o katerem govorim, je Seat Leon Cupra, ampak ST Caravan verzija. Jaz vem, marsikdo bo rekel, Caravan so bolj počasni. Ne, dejansko za 400 leta 2014 oziroma 2015 je bil hitrejši v Nürburgringu kakor hatchback. 12 auspuha, mali difuzor in čisto mali spoiler, definitivno mogli nekaj dodati še tukaj. Težave so, manjkajo emblemi, tukaj pa tu, tudi zadaj, niti enega ni, ne piše nič Cupra, to vse nekdo odstranil in se ne vidi, ampak je kar, čeprav mazano je kar podrsa, mogli to spolirati. V tem avtu je ogromna dela za narediti, preden sploh lahko gremo v Stage 1. Pod hubu se skriva isti motor kot pri Golf R in to je 2.0 TSI, standard stok je 280 konjev. Vem, da Stage 1 lahko ta avto navijemo na 360 konjev. Kje pa je največja fora, da ta avto dejansko ima 200 000 km. O ja, 200 000 km. Ampak šele kako lepo prede. Tako da, če naredim res en dober servis motorja, menjalnika in par stvari še zamenjam, Stage 1 brez nobenih težav in komod bomo bili hitrejši od Ferrarija, Lamborghini in Porschea za 9000 evrov. Allora, preden sploh chip tunamo avto na 360 konjev, prva stvar, kar moramo narediti, je malo večji servis. Zdaj pač vse, kar moramo narediti, je še PCV sistem. Zakaj? Ker se vidi, da avto mi malo več olja pije, kolikor bi mogel. Torej, danes menjamo PCV sistem, ker avto ima več kot skoraj 200 000 km in glede to, da malo več pije olje, je čas, da se ga zamenja. In tudi coil packs ali pa vžigalne tuljave bi mogli biti v slovenščini. In ker mi daje kodo P0014, ta solenoid bomo ga mogli tudi menjati, ampak ga bom čez par ur, ker dobim še moment ključ in ne bi rad nič polomil. Ampak idem prvo s tem s PCV-jem in s coil packs gremo jih zamenjati. Za vse tiste, ki ne veste, kaj je PC sistem ali pa ne veste, kako deluje, dovolite mi, da vam to razložim na čisto preprosti način. Predstavljajte si, da motor med oranjem diha. Ko v njem eksplodira benzin, nekaj umaznih plinov ide mimo batu, dol v spodnji del motorja. Če bi ti plini tam ostali, bi motor s časom postal umazan in bi se lahko celo pokvaril. Tukaj nastopi PCV sistem. To je kot nekakšen sesalec z ventilom, ki te umazane pline posrka ven iz motorja in jih po ceveh pošlje nazaj na začetek, da se v ognju še enkrat varno pokurijo. Ok, tukaj notri imamo iz avtodoka, smo vse naročili, tukaj imamo vse, kar rabimo. Coil packs 1, 2, 3, 4 in novi PCV sistem, kot smo rekli. Ok, torej prvo stvar bomo zamenjali ta PCV sistem, kot smo rekli, in pol vse 4 coil packse. Začnemo prvo te coil packse tlematične odšraufati in damo ven, da ima malo več prostora. In pol mislim, da je enih 7 šraufov T30 za to dati ven, tako da veselo na delo. Allora, kot sem rekel, prvo staknemo vse 4 konektorje od vžigalnih tuljav in za zdaj dovolj damo samo prve 2 vžigalnih tuljave ven, da ima malo več prostora za PCV sistem. Prva tuljava oziroma coil pack, ne bom jih vrgel stran, ker nikoli ne veš, kaj gre po slabem, ampak lej, eno smo dali ven, njemu kar po vrsti. Kasneje se bom vrnil in bom dal še druge 2 vžigalne tuljave ven, ker itak smo odšili na nove, ker na avtodoku so bile res poceni, se splača jih zamenjati na vsake toliko. Pol pa gremo kar naprej na PCV sistem, 7 vijakov je, torx številka 30, zelo enostavno, pa še 2 cevke so za stakniti. Če kaj ni jasno vmes, najboljše pogledati nov PCV sistem, ker točno vidiš, kje se kaj stakne in kje cevke so, tako da zelo enostavno je. Treba paziti samo, da kakšen vijak ti ne pade dol, ker če ne, pol pa je res kaos. Največji problem je stakniti ta kos plastike tukaj. To, ker pol gre ta kos tle do turbine,
tle vse gre zadnje tle notri, tle turbinca in to je malo zabavati. Načeloma bi mogel sam ta en zobek tle, če se vidi, da zoomira malo, zobek dvigniti in bi se moglo to stakniti, da so malo poigrali s temi in ekola. To dejansko, evo ga, star PCV sistem. Dostikrat znajo ta tesnila malo popustiti in če pogledate tukaj, je malček že olje, tako da zna biti s časoma, da tesnilo popusti, to je prva stvar. In membrana notri pol s časoma ne dela dobro, tako da je fajn to zamenjati na vsakih 100.000 km. Dati novi PCV sistem je dejansko zelo enostavno, ker je revers od tistega, kar smo naredili. Edino, kar je treba biti zelo pozorni, da kje kaj ne poči, ker valjda celotni sistem je iz plastike in da ni kakšna smetka ali umazanija, da ne pač. Vse, kar je treba narediti, je dati skupaj cevke in stisniti na križni način na 9 Nm, tako kot so pač fabrške specifikacije. In to je to. PCV smo zamenjali brez težav. Zdaj nekdo bi rekel, ja Tomi, zakaj pa zdaj ti hočeš menjati še coil packs oziroma vžigalne tuljave, vse so v redu, delajo, ja, delajo, ampak imajo več kot 190.000 km, so originalne. Avto hočemo tunati, če smo naredili servis motorja, menjalnika, zdaj imamo še diferencialko, menili smo PCV, vse te stvari zato, da ja dosežemo teh 360 konjev in da imamo od 0 do 60, torej od 0 do 100 hitrejši kot Ferrari. Ja, dajmo še to zamenjati. Bili so na avtodoku poceni, od Fabia na popustu, mislim, da je bil en coil pack, da bi okoli 19 €, torej res poceni. Zakaj ne bi to še zamenjal, če avto ima toliko let in si zasluži, da ga dobro vzdržujemo. Dajmo še to zamenjati. No pa gremo na vžigalne tuljave, na najlažje delo današnjega dne. Pač samo potegne ven in to je to. Se kar, ja, ko vino, pošlo, kot dobro vino, ne, pap. Res je, ja. Kakšenkrat je ta gumica, ki naredi mali vakuum in zna malo narediti kot vino, ko ga odpremo. Ok, dajmo testirati. Ok, nobena lučka ne sveti, pač razen valjda pasa in ročno. Mislim, vse lepo zgleda, vse da teče, vsaj koliko res vidim. Nič ne pušča. To, da bi rekel, da je v redu, no? Preden mi čipamo avto na 360 konja, da bo hitrejši od Ferrarija, tako da se mi non-stop prikazuje B camshaft position bank timing over advanced. Skratka pomeni, da ali odmična gred ni v redu, ali ketna je lus, torej je treba zamenjati. A solenoid, ki je tukaj, ki ga vidite, ta črna stvar tukaj, in ta elektromagnet ne delujeta. Kako lahko vemo zdaj kaj? Ko pržgemo avto, če bi bila odmična gred, torej camshaft ali pa ketna, bi se čukal nek metalični zvok, nekaj tašnega, no. Velika možnost je, da je ta solenoid ali pa elektromagnet. Kako zdaj to testiramo? Čisto enostavno. Actuation test. Exhaust camshaft. Ok, potrdimo. Gremo ok. In zdaj, ko damo start, ne vem, koliko se lahko čujemo, dela tik, tik, tik. Kaj to dejansko pomeni? Pomeni, da elektromagnet deluje, torej velika možnost, da je, ker solenoid je narejen iz dveh delov, torej elektromagneta in pol še notranji del. Notranji del pa izgleda tako, da dejansko je pol narejen iz tega dela tukaj in tle notri tako stisneš in gre notri pa ven pa spušča pol dejansko tle olje na odmično gred. In dosti krat zna biti, da te tukaj ali to se zamaši in gre več notri pa ven, ali pa tle en filtrček je. Ampak, ker sem hotel biti previden in valjda so bili popusti na avtodoku, sem si rekel, pa dajmo še en elektromagnet zamenjati, ker čeprav dela dobro elektromagnet, da ne vem, če se vidi, tle notri je ena pikica in ti gre notri pa ven in tako dela. Zdaj se nič, ampak se kar dobro premika in ne glede na to, da sem testiral in elektromagnet dobro dela, se čuje, da dela klek, klek, klek. Problem je, da kakšenkrat je malo bolj počasno in pol bomo odprli, bomo videli, tako da definitivno se, če že to delaš, splača še ta elektromagnet zamenjati in da smo mirni. Torej, preden gremo še naprej, še en test je, ki lahko naredimo oziroma en data read stream, da vidimo dejansko, da je res težava v solenoidu ali v elektromagnetu ali pa v tisti fizični obliki, ki sem vam pokazal. Specific value in actual value. In gremo in vidimo, torej, value, ki bi mogel biti non-stop, je 4, ampak vidite, tle gor, ko skače 6, magari bo šlo pol na 0, pol padlo na 3, dejansko pa je moglo biti
plus minus 2 od tega velja od 4, evo le, zdaj pa minus. Torej dejansko dajmo, da skoraj za sigurno je elektromagnet, ki ni v redu, ali pa tisti fizični del od solenoida. Pa gremo še elektromagnet zamenjati. 3 šraufi, kar dostopni, ampak kot vedno se mora nekaj zgoditi. Evo, in pol se zgodi to, kar se ne bi zgodilo, da ti šrauf valjda pade. Pič. Sem ga dobil. Je res, da mi smo testirali solenoid, oziroma elektromagnet. Če pogledate, tle je ta bunkica, pa tukaj in gre notri pa van, ok. Mi smo testirali in je res, da smo čuli, da je delalo klik, torej pomeni dejansko, da tle je moglo delati. Ampak gledajte, ko to naredim, komaj se premakne ta pa. Torej, velika verjetnost, da je bil in elektromagnet, solenoide, ki gre tle notri. Zdaj, za to odšraufati je potreben en poseben šrauf, tudi pikice, in jaz sem to vzel preko AliExpressa 5 €, tako da bom pustil tudi link. Dejansko so taki kosi posebni, ki načeloma naj bi imel to sam Volkswagen, ampak danes preko AliExpressa ali pa tukaj je kakšen evro konkretno, ko se jih da dobiti. So ta dva zobka tle, pa to. In to bi dejansko mogla zakačiti se in pol to odšraufaš in zatisneš. Dejansko to je tle notri, nekoliko se ga da videti, ki mi noče zoomirati, opera. Tako, evo ga takole. Dejansko to treba zameniti, ker una na sredini zna biti, da ne funkcionira. Star, ko stoji na okos, kakšenkrat ta filter tle, prvo stvar, to kakšenkrat se zna zamašiti, ampak ta, pa ta, čisto isto delo dobro. Ampak kakšenkrat ta filter zna tuj zamašiti, ta pa je svež. Tako da dajmo to zamenjati, vemo, da sigurno, da bi bil elektromagnet, čeprav na testerju se je čulo, da dela, ampak smo pol videli, da bi bil ful počasen. Dajmo to zamenjati. Dejansko smo že na 5 Nm. Klik. Brišemo. Bomo dali, kot smo rekli že prej, te actual value in specific value. Ja, to je to pol, to je to, zdaj v redu. Zdaj je cool, ok. To je bilo to, elektromagnet. Gremo čipat! Ful sem happy, ker malo me je bilo strah res, da je bila mogoče odmična gred ali ketna, oziroma veriga, veriga, ampak si so čisto v normi, to je čisto normalno, prej pa je 4 šlo na 6 pa na 0, tako da pomeni, da to je to. Zdaj bomo avto čipali in ga bomo čipali z tem OBD-jem, ki dejansko sem ga kupil na GTinnovation.com, ni to sponzorstvo, pač top so, ker vse, kar se tiče VAG avto, torej Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, kaj še bi moglo biti, ok, bogati ne bomo lih šteli, no, to je za malo multimilionarje, ampak dejansko vse, kar se tiče VAG grupa, lahko kupite, sami čipate in date v stage 1, stage 2, stage 3, vse, kar kupite, to boste dobili in lahko date tudi nazaj v stok varianto, da pol, ko greste na tehnični, da je varno. Ok, dejansko vse, kar moraš narediti, je prvo daš ta OBD tle spodaj, ko pol priješ na aplikacijo GT Innovation, klikneš gor Flasher, malček try engine, pol gremo na Flasher in tukaj vidim, imamo stage 1 za 95 in 28 oktanski z Pops and Banks, ampak če nimaš katalizator, to je originalen file in to je 95 oktanski brez Pop and Banks. Vem, da piše za DK, torej brez katalizatorja, ampak bomo izbrali tega, bomo kar stisani tega in lepo ti reči tle, habo mora biti dvignjena, ključ, Bluetooth je povezan, vse je povezano, štima in gremo lahko z case še čisto malo, 3%. Ok, vse, kar moram narediti za 5 sekund, dati na off. Dajmo se zdaj še gearbox, ga bomo dali stage 1. Pa še TCU oziroma DSG. Ekola, zdaj lahko pržgemo avto, damo lepo vse dol in gremo. Damo kuprico, ok, je, evo lepo bare, kilovate in temperature. Ok, dejansko gremo še enkrat, skeniramo in gremo pod modul 1, to je engine, to je za motorje in tam gremo brati streaming, in vrtljaje in newtonmetre in naredimo vrtljaj krat newtonmetri deljeno 7024, to neka konstanta, pač to je fiksna številka in ti prej ven konji. Videli smo, da stok nam naredi 287, kar pač pridobili smo 3 konje, ne vem iz kje, ampak najbrž, ker ni preveč natančno, isto kot da bi dali navalje, ampak ok, pomeni, da avto stok je imel 280 konjev, kar je najbolj pomembno. Torej, evo, gremo le, če vidi tukaj na engine
Enter, gremo read data stream, gremo pol pogled, napišemo engine, to engine torque, in gremo še RPM. Ok, zdaj to mi bere, tako da zdaj se bom vozil, pa da vidimo, kako to zdaj gre ta stroj. To je raketa od avta, raketa. Ok, iskreno nismo uspeli neki dosti izmeriti, kje je težava. Težava je dejansko v temu, da jaz, ko grem druga, tretja, avto pač drsi, nikakor ne more dati dol moč in pol dejansko ti prikaže ful manj konju, ful dobesedno skoraj, kot da ni nobene razlike. Tako da zdaj bom naredil rolling in bom šel druga, tretja in iz tretje bom dal po gasu. Problem je samo, ker je majhna razdalja za stisniti in upam, da mi uspe. To je edina naša šansa, če ne pač so nas skemali na polno. Zdaj zanima, kaj smo izračunali, oziroma kaj nam bo izračunalo, da vidimo, ker ni šans, da avto je stok zdaj. 368. Ok, dejansko sem prišel, da pri teh najvišjih RPM-ov smo največ toliko newtonmetrov dobili, torej če naredimo 6358 krat 357, 357, enako deljeno, naredimo 7, nič, 2, 4, to je konstanca, dobimo 323 konj. Dejansko nismo dobili 360 konj, oziroma na oglasu piše med 350 in 360 konj, odvisno od benzina in kaj daš notri. Smo pridobili samo 44 konj, kar ni slabo, iskreno povedano. Je res, sem si želel, da bi prišli na vsaj 350. Po mojem, če bi imel letne gume, ker so večje, širše, manj 19 gor, bolj toplo, da ni tako spolsko, ker tudi pri tretji brzini mi je konstantno mi je drselo. Jaz mislim, da bi kakšnih 10 konj več, torej prišli mogoče na 334. Imam pa še en trik, kako bi lahko pridobili oziroma dali pomagali, da dobimo še kakšen konjiček več. Ampak mislim, da to je čas za drugo epizodo, tako da če ti všeč, lajkaj, subscribaj in se vidimo na naslednjo epizodo, kako dejansko z nekimi free modi ti pokažem, kako lahko, ne samo jaz, no tudi ti, tvoj avto dejansko pridobi par konjev več. Tako da si v naslednjo. Aj, čau!